Kdaj se bo nehal ta Bitcoin padec? In poleg tega si bomo ogledali še znani meme kriptoprojekt, kako mu kaj gre. In imamo pred sabo dnevni graf Bitcoin napram USDT-ju in kar mi je ta prvo padlo v oči je, da se mi gibljamo v naraščajočem kanalu. Ga bom kar takoj označil, tukaj bom povezal te dva oziroma tele tri vrhove in potem, če potegnem tole dol, lahko vidimo, kako se mi lepo gibljamo v naraščajočem kanalu, ki je v bistvu bikovski. Ampak zdaj smo bili že 3-krat zavrnjeni od tele zgornje linije in po vedno večji možnosti, jaz mislim, da lahko gremo mi testirati tole spodnjo linijo tegale kanala, ki se trenutno giblje na tam nekje $110,000. Ampak mi tele spodnje linije ne smemo izgubiti. Kaj bo treba še paziti? Morali bomo paziti na tole, da nismo mi tukaj od zgoraj naredili medvedjega vzorca dvojnega vrha in pri tem vzorcu je zelo pomembna tale meja, na kateri smo zdaj trenutno, to je njegova neckline meja na 112,000. Torej, če izgubimo zdaj tole mejo na 112,000, bo naslednja meja za spremljati, kot sem že prej povedal, na 110,000. Torej, bikovski scenarij, če pridemo do tele meje, bi jaz želel videti od tele meje odboj in potem, da tudi končno prebijemo tole zgornjo mejo, recimo, da jo prebijemo nekje tukaj, to je pa na tam nekje 126,000. To bi bil seveda posledično tudi novi all-time high, ampak po mojem, dokler mi ne pridemo ven iz tegale kanala, Bitcoin ne bo dosegel kakšne večje in višje rasti. Kaj bo treba še paziti? Mi smo tukaj naredili medvedjo divergenco v gibanju cene. Tukaj imamo vrh in pa višji vrh v gibanju cene, medtem ko RSI je pa naredil tukaj vrh in pa nižji vrh. Tako da to bo tudi treba paziti, stvari so malček medvedje zadnje čase, kot sem že rekel, zelo pomembna bo tale spodnja meja tegale naraščajočega kanala, ki je ne smemo izgubiti. Zdaj, zelo zanimiv je tudi tedenski časovni interval, pa bom malček tole pobrisal, da bomo imeli jasnejšo sliko. Tukaj imam že zarisano tole trend linijo, če bi na primer zdaj padli do nje, bi lahko prišli celo do 85,000. Dotaknili smo se je sicer dvakrat, tretjič smo skoraj da prišli do nje, ampak so druge stvari zapaziti tukaj. Imamo eno večjo medvedjo divergenco tukaj, kjer smo naredili vrh in pa višji vrh, medtem ko RSI je pa tukaj naredil vrh in pa nižji vrh. Tole tukaj iz dnevnega časovnega intervala bom zbrisal. In poleg tega smo mi naredili še eno manjšo medvedjo divergenco. Tukaj imamo spet vrh in pa višji vrh. In ko tukaj smo pa naredili vrh in pa vrh na nekje isti višini. Tako da to bo tudi treba paziti. Ta prva meja, ki bi jo jaz spremljal, je tale tukaj, kjer smo se zadrževali kar nekaj časa, oziroma smo jo poskušali prebiti kar nekaj časa, to je od 108,000 pa tam do 100,000. Tako da, če pridemo mi do sem, bi jaz tukaj za bike vsekakor gledal, da naredijo odboj in potem seveda rastemo tudi naprej. In seveda ob pogoju, da mi naredimo tukaj pri RSI skrito bikovsko divergenco, ki lahko tudi nakazuje nadaljevanje rasti. Zaenkrat dobro kaže, imamo dno in pa višje dno, bom tudi tole kar označil, torej dno in višje dno, ampak mi še nismo potrdili tukaj, da smo dejansko naredili dno. Medtem ko RSI pa trenutno dela dno in pa dno na
isti višini. Tako da ta situacija bo vsekakor vredna spremljanja, tako da ne se pozabite naročiti na kanal, da ne boste zamudili kakšnega videa. No, zdaj si pa še poglejmo Meme Crypto projekt preko Crypto News, to je Bitcoin Hyper. No, kaj je to? To je v bistvu novost na Bitcoin omrežju. To je prvi pravi Layer 2 protokol, ki prinaša hitro, poceni in varno uporabo Bitcoina v vsakdanjem življenju. Projekt združuje moč Solana tehnologije z varnostjo Bitcoin Layer 1 in omogoča skoraj takojšnje transakcije brez nepotrebnih zamud ali visokih provizij. Z Bitcoin Hyper postane Bitcoin pripravljen za uporabo v svetu plačil, meme coinov in decentraliziranih aplikacij. Torej imajo edinstven bridge sistem, s katerim lahko varno preneseš Bitcoin na Hyper omrežje in ga nato po potrebi dvigneš nazaj, brez posrednikov in s popolnim zaupanjem v tehnologijo. No, pa dajmo si pogledati, kako jim kaj gre. Tukaj je njihov nakupni widget in do konca trenutnega kroga je en dan v času snemanja, ali pa če prej dosežejo tale svoj cilj. Trenutni cilj je 11 milijonov 362 tisoč, tam nekje, in dosegli so pa že v tej predprodaji 11 milijonov 234 tisoč. Kar je kar precej ogromna vsota za predprodajo in trenutna cena enega žetona Hyper je 0,012 dolarja. Lahko se kupi s kriptom, lahko s kreditno kartico, lahko tudi s Solano. Zdaj, kaj je treba gledati pri teh projektih? Vedno se preveri white paper, zaradi tega, ker v white paperjih oziroma v beli knjigi je ponavadi precej več informacij, kot je na strani. Potem imajo opravljene tudi audite oziroma revizije iz strani CoinSult in pa SpyWolf. Tudi to se splača vse pregledati in prebrati, zaradi tega, ker pri revizijah grejo pogledati prav v kodo projekta in izpostavijo, če so slučajno kje kakšni problemi. No, tukaj vidimo, da so bile 3 manjše težave, ki so že bile odpravljene. In poleg tega imajo tudi tukaj povezave na njihov Telegram in pa seveda tudi X platformo. Če morda naletite na kakšne težave, jih lahko kontaktirate tam, ampak morate paziti, da res komunicirate s supportom, zaradi tega, ker zelo hitro se lahko kdo predstavlja za support, pa to v bistvu ni in ima sicer zelo drugačne namene. Tukaj si je treba zapomniti, da čim nekdo zahteva kakšne občutljive finančne podatke od vas, ga morate takoj blokirati. In pa seveda tukaj velja poudariti tudi na splošno opozorilo. Gre se za ICO, kar pomeni vlaganje na podlagi ideje, kar dela tovrstne investicije zelo riskantne. In poleg tega je to meme coin, čeprav ima nek projekt v ozadju. In kot že samo ime pove, meme, gre se za štos in skladno s tem se je treba tudi obnašati. Torej, v te projekte, če se že karkoli vlaga, se dejansko vlaga samo denar, ki si ga pripravljen pogrešati. In to je drobiž. Najprej bi se rad zahvalil vsem patronom, ki s svojimi prispevki pomagajo pri vzdrževanju tega kanala. Če želiš morda tudi ti postati eden izmed njih, so povezave spodaj v opisu in pripetem komentarju. Seveda v zameno za podporo dobiš dostop do dodatnih vsebin, kot je na primer tudi predogled videov, preden jih objavim na YouTubu. S paketom više pa dobiš dostop tudi do mojega Discord strežnika. Tam objavljam tudi tehnične analize kriptovalut na manjših časovnih intervalih. In poleg tega patroni dobijo tudi dodaten popust na moji spletni trgovini. Vse, kar so do časa nakupa prispevali, lahko uporabijo kot dobro imetje in tako lahko nekateri patroni celo nakupujejo zastonj.
In ko smo že pri spletni trgovini, ne pozabite obiskati, tam se je zvrstilo zdaj že kar nekaj naprednejših indikatorjev, imamo naprednejši RSI, naprednejši MFI, RSI, ki se prikazuje direktno na svečkah, MFI, ki se prikazuje direktno na svečkah in tukaj je tudi ARI oziroma Asset Rotation Index. No, ta indikator prikazuje, kam na kriptotrgu se preliva denar, ali se preliva v Bitcoin, ali altcoine, ali stablecoine. Hvala vam, da ste si video ogledali do konca, dajte mu všeček, če vam je bil všeč, ali pa ne všeček, če vam ni bil. Seveda tudi komentirajte spodaj, zanima me vaše mnenje in začnimo debato. Tukaj na tem kanalu redno spremljamo tok kriptovalut, tako da se vsekakor splača naročiti. Seveda, da ne zamudite kakšnega prihodnjega videa. In tako, zdaj pa vas še lepo pozdravljam, želim vam lep dan še naprej in se vidimo v naslednjem videu.